Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o zmanjšanju dnevne proizvodnje v novomeškem Revozu, ki bo prineslo tudi odpuščanja. Izpostavljamo ukrepe, ki ne bi prispevali gospodarski rasti, med katere menedžeri uvrščajo razbremenitev dela in uvedbo prispevne kapice. Bili pa smo tudi na okrogli mizi dolenjskih arhitektov, ki so opozorili na ključne težave in izzive prihodnosti. Na letošnjem menedžerskem kongresu je več kot 300 menedžerjev ugotavljalo, da je v gospodarstvu prišlo do pozitivnih premikov, a je nujno ukrepiti konkurenčnost, če želimo biti pomemben igralec na globalnem trgu. Med pomembne ukrepe, ki bodo prispevali gospodarski rasti, menedžerji uvrščajo razbremenitev dela in uvedbo prispevne kapice. Menedžer leta 2015 je sicer postal Matjaž Merkan, direktor podjetja Svati Komet. Vodstvo Združenja menedžer je na srečanju predstavilo stališča o aktualnem gospodarskem stanju in prvi del bele knjige za konkurenčnost. Predsednik Združenja Aleksandar Zalaznik pravi, da v gospodarskem okolju zaznavajo pozitiven trend, s tem pa tudi bolj optimistično vzdušje med gospodarstveniki. Ja, jaz sem prvo res zelo vesel, da imamo zdaj že 3. leto zapored gospodarsko rast in da ta rast dejansko izhaja iz realnega sektorja, predvsem iz proizvodnje in iz izvoza. In mislim, da je zelo pomembno, se mi zdi zdaj to, da smo menedžerji v zadnjih letih spoznali, da je naša osnovna naloga, da vodimo družbe in da jih vodimo na čim boljši možni način, da skušamo stalno optimirati poslovanje v družbah, da iščemo nove trge in da razvijamo nove izdelke in seveda to rezultira tudi v boljših rezultatih. Dobiček slovenskih podjetij se je od leta 2013 povečal kar 3-kratno, a zavedati se je treba, da je še vedno na ravni leta 2002. Enako velja za bruto družbeni proizvod, ki raste že 2 leti zapored, a je kljub temu za 6% nižji kot pred krizo. Vladi je Zalaznik pripisal kar nekaj plusov, predvsem umiritev političnega stanja in sicer z besedami. Če ima gospodarstvo mir, lahko posluje bolje. Menedžeri imajo do vlade podobne zahteve kot v minulih letih. Ena ključnih je razbremenitev plač. Ker tega pri nas še ni, so velika podjetja poiskala rešitve v tujini. In kje tičijo razlogi za takšno stanje? Ne vem, mislim, da enostavno še tega zavedanja ni, strošek dela je preveč obdavčen. Mi seveda smo mednarodna korporacija, zelo multikulturna, vedno več zaposlujemo tujcev, tudi takih, ki prihajajo iz najbolj uglednih svetovnih podjetij in preprosto, ja, v glavnem delajo za celotno korporacijo, uradno pa so nastavljeni v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, kjerkoli drugje, kjer je obdavčitev dela nižja. So pa naši izvozniki v dobri kondiciji, kar potrjujejo tudi številke, vendar, tako Bobinac, so ves čas izpostavljeni zunanjim tveganjem. Dogaja se svet, ki ga nismo pričakovali, zato seveda dobra novica je, da smo v dobri formi, da seveda večina slovenskega izvoza raste in to je napoved tudi za naslednje leto, vendar pa ni znaka za nobeno euforijo in preprosto slovensko izvozno gospodarstvo se nekih dodatnih obremenitev ne more dovoliti. Preprosto en sam nihaj na katerem področju, kateremkoli nas lahko ponovno, govorim seveda o Sloveniji, ne pahne v neko drugo smer, ne pa v smer rasti. Združenje od vlade ne pričakuje veliko, zagotovo pa poleg sprememb davčne zakonodaje nadaljevanje privatizacije in delovanje gospodarske diplomacije. Gospodarstvo se razvija v pravi smeri, kar potrjuje tudi raziskava v dobičkonosnosti, je poudarila vodja delovne skupine za internacionalizacijo pri Združenju menedžer Marija Anselmi. A tudi tu je potrebna primerjalna presoja, denimo donosnost glede na velikost podjetja. Gonilna sila na slovenskem gospodarstvu so srednja podjetja in tudi mala podjetja. Srednja podjetja so letos pokazale donosnost nad 2% in mala podjetja 1,5 približno, 1,5.
to vizavi poprečno gospodarstva rasta donosnost, ki je na 0,59. To pomeni, da te podjetje, če bi Slovenija poslovala sama, kar se tiče donosnosti, tako kot ta srednja in mala podjetja, bi bili na vrhu centralne Evrope po donosnosti. Nažalostno pa smo dosta na repu. Prva je Češka, kjer gospodarstvo dosega 1,84% donosnost. Raziskava je pokazala tudi očitne razlike med podjetji glede na njihovo lastništvo. Mi smo razdelili na dve skupini, in sicer ena skupina podjetja, ki imajo domačega kapitala ali mešani kapital, ki so bistveno manj donosne kot podjetja, ki imajo tuj kapital. In sicer podjetja, ki imajo tuj kapital, zabeležajo več kot 1,40%. To pomeni, da so zelo blizu taka mala podjetja, vseeno kakšna je njihova velikost. Ki je pa ta podjetja, ki imajo domači kapital, ostanejo malo pod 1%. Na letošnjem kongresu je izvršna direktorica Združenja Menedžer Sonja Šmuc predstavila skupne dejavnosti več gospodarskih organizacij, ki jih združuje Bela knjiga za konkurenčnost. Rdeča nit je pripraviti skupen dokument, s katerim bi v prihodnje lahko pomagali tudi mladim pri njihovem odločanju o tem, kateri ukrepi lahko dajo največ v najkrajšem možnem času. Istočasno pa želijo poiskati rešitve, ki jih je treba udejanjiti na daljši rok. Uspešnost in sposobnost in neka vitalnost vsakega naroda je v osnovi odvisna od konkurenčnosti gospodarstva. Ker je to tisti vir, od kjer se napajajo sredstva, ki jih potrebujemo za vse, kar nam dela življenje prijetno, zdravo, koristno, kar nas navdihuje. Ali je to kultura, ali je to zdravstvo, šolstvo in vse ostale stvari, ki jih recimo pridobimo skozi javne dobrine, je treba imeti dovolj široko blagajno, da to lahko pokriješ. To blagajno lahko napolni samo gospodarstvo. Gospodarstvo lahko napolni samo, če je konkurenčno, se pravi, če je boljše od kakega drugega gospodarstva. In za to, da je lahko dobro in uspešno, sta pa dva vira. En je menedžerji sami in podjetja sama, torej kako dobro znajo z resursi, ki jih imajo, biti uspešni, in drugi je, v kakšnih okoliščinah ta podjetja ustvarjajo. Med podjetji, ki povečujejo dobičkonosnost, je mariborski Svati Komet, ki ga vodi letošnji prejemnik priznanja Menedžer leta Matjaž Merkan. Prvič v vsej zgodovini podeljevanja nagrad se je zgodilo, da je isto podjetje hkrati prejelo naziv Menedžerkam prijazno podjetje. Tukaj gre priznanje predvsem mojim sodelavcem. 900 zaposlenih je v Svati Kometu, tistih, ki ustvarja, razvija, proizvaja z veliko skrbnostjo, skrbi za to, da kar v 84 državah tega sveta uporabniki lahko uporabljajo zelo kvalitetne izdelke. Nekako 40% je žensk v podjetju in enako velja tudi za vodilna menedžerska pozicije. To je nekako v zgodovini podjetja, v DNK-ju podjetja, nekako v tradiciji. Mi pa vsekakor to spodbujamo in si želimo, da je tudi na tem področju uravnoteženost spolov. Merkan poudarja, da je treba za uspeh in ustvarjanje večjega dobička imeti znanje, nove zamisli, izdelke in tehnološke rešitve. Čarobne palice ni. Gre za usmerjeno delo, to pomeni za jasno zastavljenimi cilji, strategijo, ki vodi do teh ciljev, se pravi nizom aktivnosti in pa še najpomembnejše zavzetimi sodelavci, ki ustvarjajo in realizirajo tisto, kar je potrebno do teh ciljev. 95% izdelkov izvozijo, kot inženirsko podjetje za kadri ne pogledujejo le v Sloveniji, ampak kot izziv vidijo cilj, da bodo diplomirani inženirji iz Graške univerze v Avstriji želeli delati v slovenskih podjetjih in ne le o nasprotno, dodaja Menedžer leta 2015.
In kaj lahko menedžeri sami postorijo za povečanje dobičkonosnosti v svojem podjetju? To je bilo vprašanje, ki ga je na izrednem predavanju v polni dvorani zastavil izvršni direktor Svetovne akademije znanosti in umetnosti Gary Jacobs. Med drugim je poudaril, da je podjetje močno toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen. Prav vsako podjetje je po njegovem zmožno povečevati dobičkonosnost. Kaj pa na to odgovarjajo slovenski menedžerji? Kar nekaj trme je potrebno, v smislu, da po tistem, ko si postaviš neko strategijo, neko poslanstvo, neki cilj, da to preneseš na med zaposlene. Da si upajo tvoje ideje uresničiti to življenje, ker to je najbolj pomembna stvar. In ne se bati okolice in samo vsega tega mnenja, ker če se bomo vsakeč ustavili samo zaradi mnenja okolja ali tako, kar rečejo, kaj bodo drugi rekli, ne bomo nikoli napredovali, ko samo stagniraš. Tako da jaz bi šla v tej smeri. Časi so vedno bolj turbulentni, tehnologija pospešuje vse zadeve in se je treba hitreje in hitreje spreminjati in iskati neke poslovne priložnosti in modele, ki ti omogočajo nekako preživeti ali pa normalno dostojno življenje na trgu. V vsakem primeru moraš biti zgled, to je prva zadeva. Če nisi dober zgled, potem ne moreš pričakovati od svojih sodelavcev, da bodo delali tako, kot smo si zastavili načrt, in če v bistvu vso zadevo spremljaš, koordiniraš, potem zadeve nekako tečejo. Zelo veliko razmisleka je potrebno, da vzpostavimo v naši hiši pravi način organiziranja, da ne trošimo svojo energijo za manj ali pa v nič. Pravi način organiziranja, ker moramo izvesti več kot 2000 različnih dogodkov in moramo zadostiti željam skoraj 500 000 obiskovalcem vsako leto in to je zelo velika številka. Zdi se mi, da je najbolj pomembno, da ima menedžer najprej jasno strategijo in potem na to vključi svojo ekipo sodelavcev, ki je ključna za izvajanje vsega tega, in potem šele ostale stvari pridejo verjetno ena za drugo, od prodajnih uspehov do tehničnih suportov in tako naprej. Ampak ključno je prepoznavanje priložnosti in ekipa, jaz mislim, da. Najprej mora v nečem sanjati, mora se potem odločiti, da bo tudi za to kaj naredil, tako kot je gospod Jacobs lepo povedal, in seveda potem se mora najti somišljenike, s katero bodo skupaj to naredili. In seveda to v upoštevanju njihovih interesov, njihovih motivov in na koncu imajo potem vsi pravo energijo, da to dosežejo. Če povzamemo v enem stavku, zaposleni so ključni, če želi menedžer udejanjiti svoje sanje in vizije v praksi. Posel so ljudje, ta izrek ni izvit iz trte. Tudi za vsakim algoritmom, popolnoma tehnološko zadevo stojijo ljudje, ki so ta algoritem napisali, in njihova filozofija in njihovo razmišljanje. Zato je razumeti ljudi, kako delujemo, kako delamo, kako se povezujemo, kaj pričakujemo, kakšni smo bili včeraj, kakšni smo danes, je izjemno ključna stvar. Prave energije je bilo na letošnjem kongresu več kot dovolj. Tudi v združenju se zavedajo, da se svet spreminjajo se razumevanje vodenja, kupci in prodajne navade, uvajajo se novi prijemi. Tudi tako lahko razumemo možnosti, da so se menedžeri v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije v hotelskem predverju preizkusili v igranju golfa. Kongres pa sklenili z vedno bolj priljubljenimi vozlišči, kjer so dejavno izmenjavali mnenja in razpravljali o prenosu smernic v prakso. Že danes se tako sprašujemo, kaj nam bo menedžerski kongres ponudil prihodnje leto. Dobro leto potem, ko je stekla prodaja dveh novih modelov, Renaultjevega Twinga in Smarta 4x4, povpraševanje po teh modelih ni povsem na pričakovani ravni, so sporočili iz novomeškega Revoza. Kljub posameznim ukrepom v podjetju in dogovoru s socialnimi partnerji se zmanjšanju obsega dnevne proizvodnje ne morejo izogniti. Tako bodo v prihodnjih tednih postopoma prešli z dnevne proizvodnje 42 vozil na uro na 38, kar pomeni približno 10% zmanjšanje. Strokovnjaki v centralnih službah Renaulta se ta hip ukvarjajo z vprašanjem, zakaj povpraševanje ni tolikšno, kot je bilo začrtano.
pač trg je tisti, ki odloča. Dejstvo je, da nekako v tem obdobju, ko smo že deloma izstopili iz krize, se kupci mogoče raje odločajo tudi za vozila iz drugih segmentov. Mali avto, kot sta Twingo in Smart 4, to sta res izrazito mestna avtomobila in nekako ta segment v celoti opažamo je v upadu v Evropi. V Sloveniji prodajne številke sicer niso tako zaskrbljujoče. Ampak treba je vedeti, da samo en dan proizvodnje zadostuje za slovenski trg, torej slovenski trg je mali in nekako na gibanje proizvodnje nima vpliva. Zmanjšanje dnevne proizvodnje je seveda povezano s prilagajanjem števila zaposlenih. Tovarno bo tako do začetka novembra postopoma zapustilo približno 150, predvsem agencijskih delavcev. Pri odhodih so kriteriji vedno vnaprej določeni, gleda se predvsem potrebe proizvodnega procesa, katere so tista delovna mesta, ki so nujna, reorganizacija dela in tako naprej. Tako da skupaj s socialnimi partnerji v bistvu te stvari pripravljamo in vedno gledamo tako, da je zadoščeno v največji možni meri vsem stranem. Kljub manj ugodnemu odzivu trga Revoz izpolnjuje pogoje, ki se jim je zavezal v pogodbi o dodelitvi spodbude neposredni tuji naložbi. Sklenjeni z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo poudarjajo v tovarni. Glede števila delovnih mest je namreč treba spomniti, da je Revoz v začetni fazi projekta najel skupaj več kot 1000 delavcev, tako da bo kljub zmanjševanju števila zaposlenih konec letošnjega leta še vedno zadostil vsem pogodbenim pogojem na področju zaposlovanja, trdijo v podjetju. Zdaj, če se pogovarjamo o teh neposrednih zaposlitvah v Revoz, smo mi v lanskem letu in v letošnjem letu, v začetku septembra, skupaj redno zaposlili od zunaj 51 novo zaposlenih. Potem pa smo tudi, tako kot smo obljubili takrat v času masovnega zaposlovanja, ko smo se odločili za agencijske delavce, smo tudi dali obljubo, da bomo določen del teh agencijskih delavcev prezaposlili neposredno v Revoz. In tudi to je trenutno v teku, do konca leta bomo eno določeno število delavcev, ki so pri nas že več mesecev in so še vedno agencijski delavci, prezaposlili neposredno v Revoz in bodo postali Revozovi zaposleni. Teh je približno 150, torej toliko, kot jih bo iz podjetja odšlo. Kako bo s proizvodnjo v prihodnje, bo seveda odvisno od povpraševanja na trgu. Mi se absolutno prilagajamo povpraševanju na trgu, tako da potem, ko bomo prešli na ta nekoliko nižji režim, bomo seveda vse čas spremljali naročila na trgu in če se bodo zadeve obrnile na bolje, kar si dejansko tudi obetamo, glede na to, da v prihodnjem letu začne prodaja Smarta 4 tudi na kitajskem trgu, kar je novost. Svoje upe polagamo tudi na to dejstvo. V novomeški tovarni je zdaj zaposlenih približno 2400 ljudi, ki delajo v 2 polnih izmenah. Ostajamo v Dolenjski prestolnici. V Društvu arhitektov Dolenjske in Bele krajine so v zadnjih dneh izredno dejavni. Po odprtju razstave Odkrita arhitektura v Ketejevem drevoredu v Novem mestu so tokrat pripravili še pravokotno okroglo mizo na temo odnosa med projektantom in naročnikom. Ta odnos je bil v zadnjih letih skorajda povsem redefiniran. Odnos je nekaj posebnega, mogoče danes se razlikuje še v času, ko je nekoliko manj naročil, je ta odnos še toliko dobil nekaj drugačne veljavi, stališča, da je investitor gospodar. Ne? In temu primerno se moramo tudi časi prilagajati, nekateri bolj, nekateri manj, ker zmeraj moraš pa spoštovati tudi samo stroko in jo uravnavati ta odnos tako, da nikoli, karkoli počneš, ne smeš pohoditi svojega delovanja. Ne? Se pravi, svoje stroke ne smeš podrediti strogo samo željam, ki mogoče včasih presegajo izven okvirov, ki jih stroka dovoljuje. Ne? Zato je etika v samem delovanju mora biti zmeraj zelo prisotna. Se mi zdi, da se kultura ljudi tudi v Sloveniji počasi izboljšuje. Veliko zaslug za to ima tudi Zbornica za arhitekturo.
potem društva, kot je naše društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine, s podobnimi dogodki, kot je bila recimo pravokotna miza, ves čas poskušamo osveščati okolico in potem pride tudi do nekega sinergijskega učinka, se pravi, investitorji postanejo pozorni na to, da imajo neko kvalitetno arhitekturo, v kateri se lahko zgledujejo. Časi za arhitekturno stroko in za njihovo delo niso prijazni, težave pa so večplastne. Projektanti in prostorski planerji pravzaprav ugotavljamo zadnje čase, da se v bistvu odnos med projektanti, prostorskimi načrtovalci in investitorji pravzaprav slabša, oziroma da je prišlo do enega zelo velikega nezaupanja investitorjev do projektantov. Mi to sklepamo na podlagi izkušenj, ki jih je žal čedalje več. Te izkušnje kažejo, da se investitorji, bi rekli, izogibajo naročanju kvalitetnih projektov oziroma se zelo branijo kakšnih usiljenih ali pa tako rekoč recimo usiljenih rešitev, ki bi jih morda projektant hotel usiliti naročniku. Posebej je treba izpostaviti razmah razpršene gradnje, ki nekako sledi zamisli, da ne bi vsakdo lahko gradil na svojem zemljišču in to karkoli. Ob tem pa se izkaže, da pravzaprav nimajo dovolj strokovnih znanj, ne glede funkcionalnosti objektov, ne glede oblikovne skladnosti objekta samega po sebi in tudi tega objekta z okoliškimi objekti, se pravi objekti v njegovi neposredni okolici. Žal ugotavljamo strokovnjaki, da je na to zelo vplivala sprememba zakonodaje v zadnjih 10-15 letih, ki je v bistvu se zelo zakomplicirala in zelo izločila urbanistično stroko iz odločanja o tem, kakšna naj bo tipologija arhitekture. Po drugi strani pa tudi vidimo, da ni nobenega sankcioniranja kršiteljev. Se pravi, danes, če nekdo zgradi objekt, ki ni skladen z gradbenim dovoljenjem, takih je pa pravzaprav večina, ni praktično nobenih kazni, ne. Slovenska krajina in naselja so v zadnjih 2 desetletjih zelo spremenila svojo podobo. Ponekod so izgubila svojo istovetnost in nekateri predeli so povsem degradirani. Mi opažamo, da so naročniki pravzaprav velikokrat pripravljeni plačati veliko za neko drago opremo, drage gradbene materiale, za tudi odvečne prostore v neki hiši, ki mogoče nikoli ne bodo v rabi, niso pa pripravljeni dati majčkeno več denarja za en res kakovosten arhitekturni projekt, ki bo res naredil funkcionalen objekt, v katerem bo res zagotovljena ena visoka kakovost bivanja. Namen te pravokotne mize je bil med drugim tudi v tem, da projektanti bolje razumejo naročnika, njegove želje in potrebe. Ja, zaupanje mora obstajati. Če govorimo o zaupanju, zmeraj se je treba spostaviti kontakt in zmeraj mora biti nek pozitivni odnos med naročnikom in pa investitorjem. Ker če ta odnos ni prisoten, investitor mora zaupati samemu projektantu, da bo lahko uredil tisto, kar si on želi. Ker brez tega ni dobrega zaključka. Kaj bi pravzaprav mi kot projektanti, mi kot prostorski planerji, kot urbanisti lahko naredili, da bi bil ta odnos boljši, da bi bolje razumeli investitorje. Saj oni ne mislijo slabo, navsezadnje, oni si želijo za sebe pač najboljš, ampak mi bi radi na nek način bili bolj uspešni v tem dialogu in radi bi bili bolj učinkoviti v tem dialogu v smislu dokazovanja, da je vendarle strokovna rešitev ne bi le imela prednost pred nekimi rešitvami, ki so mogoče v nekem drugem okolju, v nekem drugem objektu lahko uspešne, ne pa na vsakem. Naložbeniki pa se ne smejo bati vprašati projektante za nasvet, ki jim lahko precej olajša dokončno odločitev. Bi bilo fajn, če bi investitorji bili zelo odprti za strokovne nasvete. Zdaj Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine začenja tudi s arhitekturnimi svetovalnicami. Na občinskih strokovnih službah so strokovnjaki v službah za prostor vedno na razpolago za svetovanje. Jaz bi zelo priporočila investitorjem, da se zelo pozanimajo o tem, kakšen objekt je zaželen na zemljišču, na katerem nameravajo graditi. Pred dnevi je v Ketevem drevoredu luč sveta ugledala tudi razstava, ki bo na ogled še dober mesec dni. Naslov Odkrita arhitektura je večplasten. Zmeraj je tako, odkrivamo mi arhitekturo in jo kažemo vsem okoli sebe.
Zmeraj moramo biti mi odkriti v arhitekturi, se pravi, tudi projektanti morajo biti odkriti v tem, ne? In pa tudi vsi odnosi v tem prostoru, ki prinesejo do dobre arhitekture, morajo biti odkriti. Se pravi, nikoli ne smeš nekaj imeti za bregom, ker potem je nekaj slabega se zgodi. Obenem je oktober mesec prostora, katerega osrednja tema je namenjena mestom in urbanemu razvoju. Prostor je vse, kar nas obkroža. Mi smo v mestu, prostor okoli nas. Jaz mislim, da je ta odnos je zelo pomemben, da se bi ga morali vsi meščani zavedati, oziroma vsi prebivalci Dolenjske bi se ga morali tega odnosa zavedati in imeti nek pozitiven odnos do tega. Se pravi, poiskati, kaj pričakujejo od nas, kaj pričakujejo od mesta, kaj lahko dobijo oni nazaj od mesta in kaj morajo oni dati mestu. Društvo in njegovo delovanje podpira tudi novomeška občina. Ta dogodek pa je sodil v sklop obeležitve visokega jubileja Dolenjske prestolnice. V četrtek bo v hostlu Situla še arhitekturna svetovalnica, kjer bodo vsi zainteresirani dobili brezplačne nasvete in odgovore na svoja vprašanja. Toliko smo pripravili v prvi oktobrski oddaji. V našo družbo vas vnovič vabimo prihodnji torek. Naših vsebin pa ne zamudite niti na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.